Pozdravljeni. Na vrsti je že drugo od zanimivih vprašanj, ki ste jih postavili po veliki nagradi Madžarske. Pogledali si bomo, kaj se je dogajalo pri tisti proceduri drugega štarta, seveda po prekinitvi z rdečo zastavo. Pred začetkom te kratke razlage bi rad poudaril, da namen prispevka ni kazati s prstom, kdo ima prav in kdo ne. Gre za izjemno zanimivo vprašanje, ki nam kaže neko področje, o katerem, saj sam priznam, nisem bil 100% prepričan, da je tako. Kljub vsemu dobil sem tiste prave odgovore, ki jih lahko sedaj delim z vami. Vse se je začelo na mojem komentarju velike nagrade Madžarske. Tam sem odkrito kritiziral tovarniško ekipo Mercedes in njihove odgovorne inženirje, ki niso znali svetovati Lewisu Hamiltonu, naj se ustavi pred drugim začetkom dirke. Vsi ostali so napravili ta manever, le Lewis Hamilton je bil sam na štartnem razporedu. Strinjam se z dejstvom, da Mercedes, ker ima prve garaže na pit laneu, bi lahko bil malce oškodovan. Ugotovili smo, ker je Lewis Hamilton vztrajal krog več na tistih intermediate, je izgubil ogromno. To ni toliko bistveno. Namreč nekdo, katerega mnenje cenim, je dejal, da v ogrevalnem krogu ekipa ne sme komunicirati s svojim voznikom, voznik pa lahko sporoči kaj ekipi. Težava je v tem, da pravzaprav pri tistem ponovljenem postopku štarta nismo imeli ogrevalnega kroga. Vsaj tako je bilo moje osebno mnenje, ki sem ga upošteval pri komentarju. Tu moram priznati, da nisem šel preverjati pravilnika, kako je postopek ponovnega štarta dirke. Šel sem po občutku glede na izkušnje in znanje, ki ga imam, torej velika možnost, da bi se lahko tudi zmotil. Imel sem na moji strani kar nekaj dobrih argumentov. Prvi je ta, da tisti krog, kjer so ustavili dirko, je bil štet v vsoto 70 krogov. Vidimo na tabeli, kjer je krog izjemoma dolg, torej tudi čas, ko so ostali bolidi v pit laneu, se je štel v dirko. Kolikor bi se ponovil ogrevalni krog, bi morali odšteti enega od vsote 70. Tako se zgodi, če pred prvim štartom nekomu se ugasne pogonski sklop ali kaj podobnega, da so prisiljeni ponoviti ogrevalni krog. Tega ni bilo. A priznam, zmeraj je šlo za moj osebni občutek. Nisem imel časa in priznam, da v nedeljo niti ne moči, da bi šel skozi športni pravilnik, kjer so se zgodile v zadnjem času kar precejšnje spremembe. Tudi v teh členih, ki določajo, kaj se sme in kaj ne v ponovnem štartu. Ampak ne zaradi kakšne revolucionarne spremembe v mišljenju, temveč zaradi tega, ker so uvedli sprint dirko in treba je določene člene dopolniti. Členi, ki uravnavajo ponovni štart in prekinitev, so tako postali daljši in težji za razumevanje. A nič zato. Vzel sem si čas, ko se je debata razvila, in priznam, da nisem dobil nobene točke, kjer bi bil eksplicitno omenjen ponoven ogrevalni krog. In tu bomo za trenutek stopili korak nazaj. V
V slovenščini v žargonu se pogostokrat uporablja izraz ogrevalni krog. Uradno v pravilniku je to formation lab oziroma formacijski krog, ko se bolidi razvrstijo na štartni razpored. V tistem krogu ogrejejo pnevmatike in ogrejejo zavore, a ne kliče se warm-up lab. Tudi v krogu pred drugim štartom so vozniki ogreli pnevmatike in ogreli zavore, ampak v vožnji za varnostnim avtomobilom. In tu je bistvena razlika. Ni šlo za formation lab, temveč za krog za varnostnim avtomobilom. In tudi to je plod moje osebne interpretacije, kajti člen v pravilniku ne omenja kakšne drugačne variante. A imamo tu sedaj tiste dvome. Nekdo izmed vas je pravilno ugotovil, da Nico Rosberg je trdil drugače. In kdo sem jaz, da bom Nika Rosberga postavljal na laž? Zopet težava je v tem, da interpretacija Nika Rosberga ni imela kakih argumentov, da bi povedal, poglej, po tem in tem členu se zadeve naredijo tako. Zopet smo tam, kjer je potrebno malce počakati, si vzeti dan ali dva premora ter dobiti pravo rešitev. Namreč, danes zjutraj sem opazil na dveh virih, in to sta Race Fans ter italijanska verzija motorsport.com, da so pri Mercedesu priznali napako, da so oni zgrešili, ker Lewisu niso sporočili v tistem krogu, naj se vrne v bokse, ker ni šlo za ogrevalni formation lab, temveč krog za varnostnim avtomobilom. Ekipa je priznala svojo napako ter nam povedala, da ni šlo za ogrevalni ali bolje rečeno formacijski krog. Torej, tu je bil Nico Rosberg tisti, ki se je malce uštel. Seveda, težko je poznati vsa pravila, vse člene in njihove neštete interpretacije. Tudi meni se pogosto dogaja, da sem precej zmeden in takrat se ali umaknem in skušam dobiti neko oprijemljivo argumentacijo, ali enostavno povem, da mi ni jasno, zakaj gre. Po drugi strani razumem, da svetovni prvak Formule 1 v očeh mnogih pač mora poznati zadevo in zato od njega pričakujejo nek odgovor in on sledi tem pričakovanjem. A mi vsi smo se zopet naučili nekaj novega. Postopek ponovnega štarta vidimo neštetokrat, a potreben je bil ta primer, da smo sploh opazili potencialno neko kritično situacijo. In seveda to ne pomeni, da na kanalu Badger's Way konstruktivna debata ni zaželena. Danes sem imel slučajno jaz prav, jutri ne bom imel. Zato vas prosim, da me zmeraj popravljate, kolikor ugotovite mojo osebno napako, in da sprašujete, kajti samo tako se bomo vsi skupaj nekaj naučili. Tudi meni, ko sem nekako pripravljal tisti komentar, ni bilo 100% jasno, kaj se je tam dogajalo. No, danes mi je in upam, da marsikomu izmed vas tudi. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.